so stresli odvajalo. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, dobrodošli na najboljšem podcastu v Sloveniji. Člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Jure, Matej in Jure. Koga imamo danes na naši desni? Danes imamo na naši desni zelo levega človeka, Tima! Dober Politično gledano levega. Tako. Kako ste, kaj fantje? Ful dobro. Lansko sem ful dobro, sem nazaj mentalno spet v Sloveniji. Sem super. Kje si bil ti, stari? V Beogradu. Beogradu. Ful teh mojih iz Barcelona. Barcelone mi je pisal, da bi furat podcast v angleščini, stari. Res? Ja, da bi rad poslušali, kaj govorimo. No, mogoče bo staš na redu pod napise. Shout out. Jurče, ko stikaj? Ma evo nič, dobro sem, naslednji teden imam dopust, torej ta teden, ko to poslušate, sem na dopustu, torej uživam. Tako da muce Predajte. zdaj ima cajt. Relax, v sredo grem smučat, Res? gremo moški iz družine Ševron. Lepa. Mama je šla na dopust za en teden Opa. nekam v daljavo. Opa. Vsi se le drahljite na svojih koncih. Tako. In nič, teren je spolzek, ampak guramo. Guramo. Kako pa je, kaj je bil tvoj teden, Matej? Kaj si? Jaz sem slišal, da si bil na nekem predavanju na Hrvaškem. A res? Ja, kaj to nisem že povedal? Sem predaval v Zagrebu, malo o mojem filmčku, malo o TikToku, malo o marketingu na TikToku, zakaj je dobro, ko je dobro, nekih 150 ljudi. Cirka bilo, ful dobro, ful Si zabavno. šel v ta člani podcast? Sram te bilo. Ampak, ker ni bilo v programu, zdaj gremo v Sarajevo gremo maja in moramo malo spremeniti jaz svoj program, o čem bom govoril in bom naredil case study, točno člani podcast, ko smo TikTok uporabili za... Ti bo izkoristil naš brand, da sebe promovira. Pa to ni, pokazal bom, ko smo fucking jahki mi, kaj bom sebe promoviral, jaz grem tam prodajati naš model Jaz to poslovni. podpiram. Hvala, Jure. Sem ponosen na te. Hvala. Sem ponosen na te, veš? Hvala. Ja. Hvala. Nič, pravil sem avto ta teden, upravili sem ga tako slabo, da sem ga mogel čez 2 dni spet prati. Ti je zdaj brisal avto s papirnatimi krpami. Če se mi je Ma grave. Nisem šel čistiti. Stari, polira ta avto, stari, ta Ohio Chevy tle zunaj, razumeš, stari. Polira ta avto, mora itak ni nobene pičke rad nikoli. Ja, je. In še to, ko ima pičko, se vozijo z njo. To se zgleduje po tebi, kaj? Ti boj tiho, ki nimaš niti avta. Sorry, ti moj avto je spreman, da pride kašna Sorry, ker notri. nisem za na Ta cesto, pride samo stari. moja. Pride kašna notri, dvomim, da pride kašna notri. Jure debil. Badum! Ne, shoutout, preden začnemo. Ja, moj član Jernej Sirc z Maribora dela tatuje, mi je poslal 5 ur delal nek tatu in je poslušal člani podcast, tako da shoutout. Član. On je uni tip, ki mi je pravil, ki on je z Maribora, ta lingo, da smo skupaj srali. Kaj če naredimo člani Dobro, tatu? Vsi tri? Mogoče. Jaz si naredim, evo. Ja, evo. Nisi si naredil Ja, na ampak unem si eventu? upam, ne bom si dal, ampak za člani si napišem nekam tatu. Pa ja, na unem eventu. Ne, ma tam nisi mogel izbirati, kaj je napisano. mogel izbirati? Ne, si mogel samo predefinirane tatuje. Tim, si naredil Jaz sem za. Člani tatu, naredimo. Kam bi si ga dali? Nared. Ne, jaz- ni teorije. Zakaj ne? Ma ne bojo me nekdo trpal in zbral Ja, ma damo še QR kodo. Ja, še kurkodo, da poskenira, trpa skenira. ko me posluša podcast in jaz tam. Ne. Jaz Ne. mojo ritnico čuvam, da si naredim tatu sladoleda, kot odprem mojo sladoledarno. Ok, Da se lahko zberemo na sliki 10,000 lajkov, Ja, si naredimo tatu CHL-ani na nogah. Ajde, če ste za, naredimo to 100%. 10,000 lajkov damo sliko gor, zdaj od nas treh, ja. to tedensko. In če 10,000 lajkov si naredimo tatu CHL-ani tle na nogi, vsi tri. Ne, res. Ja, ajde. Jaz sem za. Ok, ti ja. Ti? Ja, Res? za 10,000 lajkov. Toliko spreman? Ja. Fak, jaz ne vem, če sem, kaj da ja. Res? Da ja. Zakaj ne? Ajde ja. In pri ja. temu, ki smo ga shoutoutnili, ne? Valjda. Ja, če je dober, videl sem njegovo delo, dela 1 leto, tako da če je dober, Pač, realno, ja. Klet kot Realno člani. je, realno je. ajde. Čeprav, mogoče bi si dobro imeli više, da če imaš ta kopalka, da imaš kakšne prikrije. hlače, da Ja. je... Ne, da se res vidi samo, ko vse slečeš dol. Ja.
Prenadljujemo, 14.2. ob 6. člani Burger, El Toro Koper, vsi prid v El Toro Koper. Pride, res dosti gostov. Ja, ful gostov pride. Vse gosti smo lepo povabili in ful jih je potrdilo, tako da, če hočeš Mislim, gosti so pač naši bivši gosti na podcastu. Gosti iz članov, zdaj boste spoznali še koga, tako da pridite, člani Burger. Drugi shoutout razred tvoje mame. Razred moje mame je na ekonomski fakulteti rekel, da ekonomski srednji šoli, da ful poslušajo naš podcast. Imamo Dioreta učiteljica italijanščine. Tako. In nič, hvala vsem, ki poslušate, ne? Shoutout ekonomska, kaj iz Kopra? Ja. Srednja ekonomska poslovna šola Koper, tudi jaz sem obiskoval. Sepš. Sepš, ja, jaz sem hodil na Sepš. Si bil ekonomska, trgovska, kaj? Jaz sem v bistvu najprej bil ekonomska, prv sem padel in sem šel na 3+2 in prv sem pustil tudi to. Prv sem padel šel na 3, prv sem padel šel na 1+. Ne, imam 2 certifikata. Pol je šel nazad v srednjo. In shoutout Sepš Koper. So ga vrnili nazaj v osnovno. Ta teden se je zgodilo nekaj zelo dobrega. O moj bog, kaj? Joker Out je dal nov komad ven in zdaj imamo šanse na Euroviziji. Joker Out, kot prvo, zakaj ne odpišete na Instagramu, prvič? Vsi piše Joker Outom, Vsi piše Joker Out, pridite na člane, preden grejo na Eurovizijo. Ali pa potem tudi lahko pride. Lahko tudi po Euroviziji. Samo pridite. Mene ne bo, ki boš na tem stolu, tako da. V glavnem, čakamo Jokerje. Kakšen vam je bil komad? Meni je ful všeč. Poglejte na naš story. Ja, na story meni je bil ful všeč. Ja, kjer je del? Mi bomo celo noč plesali. Mi bomo celo noč plesali. Kažem ti je bil komad Jure? V redu, kaj, v redu, super. Spot je ful dober. Super. Ja, spot je ful dober. Bi bil boljši, če je bil jaz not, vam priporočam se za naslednjič, da boste imeli neki. V spotu ali v Jokerjih? V spotu. Si mislim pevec, Joker. V spotu, valjda v spotu. Kje mislite, da bomo mi pri 50 letih? Pri 50 letih? Kje mislimo? Ja, to je meni čez par let. Želimo. Tebi je to že 3 leta. Star si. Ja, Jure bo sigurno imel 1 milijonček, ne? Takrat, ali več. To bo zdaj. 2. Ja, koliko boš imel takrat? 10, fix. 15. Samo. Kaj se to dovolj, 15-20 minut? Samo. Tebi ni to dovolj. Kako veš, kaj meni dovolj? Ti boš vedno več kot to pomem. Tebi ena punca ni dovolj, stari, hočeš imeti 10. Tebi ena bajta ni dovolj, hočeš imeti 15. Tebi tvoj gumon ni dovolj, hočeš imeti 15. Veš kaj, mi pa je dovolj en dober prijatelj. Kje se vidiš ti čez 50 let? V Barceloni. Ne, v Barceloni ne. Pardon, ne čez 50 let, pri 50 letih. Pri 50 letih. Čez 50 let sem jih razmišljal, kaj bom imel takrat jaz? Ne, ko boš imel 50 let. Iskreno, v eni veliki vili, zelo znan aktor, valjda. Okay. Bimsa Vila. Na nekem otoku, kjer... Izola? Je otok. Ne. In tako, da bom imel res lepo vilo, full mačk in živali in tako, nekoga, ki bo delal, ljudi, ki bo pač delal na tej vili, ki meni se ne bo pač dalo. Ne boš ti vrtičkal? Ne, in to, da mi kuvajo in perejo in tako. In da sem tem otoku in imam mir in da ustvarjam, da rišem. Zdaj ga ful predstavljam nekemu, ne veš, tipo Versace plašču. Ja. Da bi do okolje, veš, ono. Spodaj nič. Ja. In niti ne za 5. Vedel od spredaj so ljudje, ki mu delajo in hodi z odprtim. Ti? Ja, upam, da bom kaj v filmskem svetu dosegel. Spravim prvi Sloven za Oskarjem, to še vedno plan. In nič, pol le, si lepo... Kaj je drugi pol? Tako. Okay. Si lepo naštimal live in ti pravim, jaz pri 50 planiram se upokojiti od filmskega sveta in delati, jaz imel svoj festival, ki bo samo za komedije, da folk pride, prijavi komedijo in uniki zmaga, mu isma denar, da razvije svoj film, da pač lepa. Jaz dvigujem komedijo brez da nič delam, lepa. Tipo producent scena. Lepa. Jaz kot ustvarjalec film pa mogoče bi se najverjetneje umaknil malo in odprl svoj sladoled, po celem svetu in tako. Furov sladoled, hodil po svetu in tako. Pivno nič. Ja. Ok, za reč, zdaj smo malo fantazirali, ko je med 50 let, se vrnemo nazaj v mlada letami. Trenutno, kaj bi rekli, da je vam najbolj pomembno v življenju?
Pa meni je najbolj pomembno, kar vedno rečem, in je že annoying, ampak jaz v bistvu ful temelji na temu, da bom pač srečen. Sreča meni je ful pomembna, kar je relativna. Tako da sreča vedno niha, enkrat si ful, enkrat si manj. Tako da pač morajo biti tudi slabi trenutki, da se počutiš srečen. In samo podoba mi je ful pomembna. Ful mi je pomembno, kako vidim sebe. Tako da to je ful delanju na sebi in v okolici in to je nek vsakdanji proces in vsak dan, ko se zbudiš, se naučiš nove stvari in vidiš nove stvari, tako da ne vem, ampak sreča je spet, kot sem rekel, ne, to je relativno. Mislim, pravim, da v življenju morajo biti pač i slabi trenutki in lekcije, ki se jih naučiš, ker to je point life-a, ker jaz gledam na life kot neko igrico, ne. Tako da mislim, sreča, basically sreča, da sem srečen sam s sabo in svojo samopodobo. Okay. In s tem, kaj sem dal svetu in s tem, kakšen sem človek do drugih in pač, da nisem šupak, basically. Študiram zdaj, ja, meni tako najbolj pomembno odnosi, kolegi, da tako imaš lep ozek krog kolegov, s katerimi pač lahko zahengaš, imaš super partnerja, to je pač tako, bi rekel, primal, da imaš porihtano in pol res upam na denar za reči, da se bom lahko pač kreativno izražal, da me to ne bo omejevalo, ker mi smo tle pač ustvarjalci in radi ustvarjamo. Tako da... Ustvarjati je ding ding, bling bling, zelo pomemben, ne? Pač lih to, kaj mi je pomembno mi je to, da se lahko kreativno izražam. Na bilo kakšen način, to v bilo kakšni obliki pač rabim skozi cel life. Za reči to, pač partnerja, da te podpira vsemu temu in da je tam nekdo, tudi za sekšat. In ja, pol vse drugo mislim, da pride zraven. Ja. Sej, če delaš, kar ti je lepo, če imaš dobre ljudi, pač prije po moje sreča, vse zraven. Ja, meni je pomembno, da dosežem neke svoje cilje, ki sem si jih postavil, pol ostalo. Mi je pomembno, da sem zdrav, meni je to ful pomembno. Ja, to vedno vsi pozabimo, ja, vidiš. Pač zdrav... Se tim brez vsega zdravja mi vsega ustvarjanja ne moramo delati. Ja, pač dejansko, če nimaš zdravja, postane vse pointless. Se točno to sem jih pozabil povedati. V bistvu najbolj pomembna stvar v življenju, dejansko najbolj pomembna, najbolj pomembna stvar v življenju je zdravje. Što je na prvem mestu in to vedno vsi pozabimo, ker... In mentalno in fizično. Ja, in pač to je zato, ker nas okolje in vse stvari in vse, kar dobimo, čisto pozabimo na to, ampak basically, če nimaš zdravja, nimaš nič. Tako da pač vsi, ki ne govorijo o zdravje, so glupi. Sem začel malo doma meditirati in ful pomaga, lik smo se pogovarjali ti, Jure in naš Aljo, ful te skulira in ustavi v svojem busy dnevu, da zmeditiraš. Ja, vem. In te ful postavi na taka realna tla, da pač ni spet vse toliko pomembno, kot ti misliš, da je vse tako pomembno. Pač lahko zadihaš malo. Ni vse tako dramatično in nima vse tašen pressing in preveč se sam človek sam sebe ful preveč stresira in ful preveč pričakujemo vsi od samega sebe, tako da pač just go with the flow, let it be. You have just one life, you know. Lepo si rekel, ne rabi biti vse tako dramatično v smislu pač sami si naredimo dramo. Jaz včasih sam sebi delam dramo, da se počutim, da sem naredil več. Zakaj? Ne vem. Bi rekel, da rabiš dramo v lifeu kot tim. Ne, ampak da sam sebi dam občutek, da sem naredil dosti, veš, da kao moram še ful. Tipo? Ma ne delam to zavestno, podzavestno je to. Veš, ampak se zavedaš? Ja, zdaj, recimo, se zavedam, ja, ampak bi lahko tudi dosti krat, ne vem, zdaj recimo imam ful manj organiziran dan kot prej. Okay, sem imel, ne? Zdaj si opazil ti to mogoče. Ja, zakaj si se opustil? Jaz to, ker delam ful pozno zvečer. Delam vsakič do 2 zjutraj in pol... Zakaj si ne daš 1 uro, da pač do te delaš in fuck it? Zato, ker prije tako, da ne morem. Ne moraš spustiti. Ne. Ja, pač treba narediti in imam vse obveznosti in pač pol se zbudim, ful zgodaj ob 8 spim 6 ur, max. 6 ur je malo. Ja, tako da pač ja, spanje je ful pomembno, ljudje. Zato sem malo pač tako. Ampak dobro, vse ni tako grozno. Dobro, res, da jaz sem zdaj absolvent v poziciji, ko si lahko to privoščim, te lih ne moreš. Ma za reč, ko jaz pulam all nighterja, vseeno nekako provam spraviti 8 ur spanja. Pač ja, samo ful je čuden dan,
ko porabiš full ur. Recimo, danes sem spal do 9 in potem sem šel nekaj narediti in sem šel spat nazaj in sem zbudil ob 11, se počutil tako čudno. In by the way, sanjal sem, da je spal tim pri meni, stari. Ni pa prvič. O majhni mi sem sanjal, da je spal tim pri meni in je bila ona mora, veš, ki se moraš premakniti to, sem bil paraliziran in nisem mislil, da je tim spal. In jaz sem bil od zgoraj. Ne, ni bil spal tako, ni bil tako, da si spal zraven mene. Prav v isti postelji, zraven. Danes sem imel tudi lucidne sanje. Jaz sem fulkrat imel lucidne sanje, fulkrat. Jaz tudi sam prakticiral to, ko sem meditiral, da sem prišel do lucidnih sanj. Meni se mi manjka en magnezij. In do unega, veš, tipo, ko ti gre prav duša iz... Astral projection. Ja, What? Pa ja, jaz, ko sem bil v srednji, ko sem imel 5 kir s posteljo, ki sem ful kadil marihuano, sem ful se ukvarjal s spiritualnostjo. Res? To sem ful pustil za sabo, zato po mojem bi se mogel spet začeti ful ukvarjati s spiritualnostjo. Ok, in kako to zgleda, ta out of body experience? Kaj se vidiš dol? Pač, ja, ampak ne. Veš? Ne vem. Ja, ampak ne, ni da se tipo, da nisi tle. No to lahko doživiš isto na psihadeliki. Ja, tudi. Nisi tipo v 3D svetu. Si v 4. Pač je full weird feeling. In je res, da začne tipo snežiti prej in pač prav je... Najhujša je spalna paraliza. Meni se danes zjutraj zgodila. Pač jaz sem imel spalno paralizo, ampak se ti zdi cela večnost, ampak je tipo par sekund. Ja, tipo par sekund in veš, v bistvu veš, kako se jaz prebudim. Jaz sem moram full tipo kot... Jaz sem mislim, da sem bil prav jezen. Skoraj sem začel jokati v sebi, ki nisem mogel se zbuditi iz te spalne paralize. Veš, ono, in tako kar nekaj sem začel boksati, full močno, razumeš? In kar nekaj te zbudiš, greš notri v svoje telo in si tako nazaj. To je tako weird. Si buden ali nisi buden? Ja, si v glavi, tvoje možgani so budni, telo ni. Ampak ti imaš tvrde oči, zareš? Ne. Ti kao še spiš? Ne, si samo ujet v svojem telesu. Mislim, da sem imel zaprte oči in sem se zavedal, ampak nisem mogel nič nadzirati. Nisem mogel nič nadzirati. Oh, fuck. Nekome ni pomet. Misliš, da ja? Ja. Kome mora biti full bad. Pač veš, da si v komi. Ful časa traje in ko se zbudiš, se ti zdi, da si bil 1 sekundo po mojem. Ampak si notri v komi, verjetno. To pa ne vem, kako zgleda. Mislim, da sem poslušal par teh stvari, ampak ti štekaš, da si v komi. Mislim, da čuješ ljudi in to, ampak se ti... Ampak ne moreš nič. Ne, si pač v komi. To sem slišal na nekih novicah, en fantek, meni da bi tipo tako 12 let komi in je se zbudil z kome in je rekel, da tipo starši so mu govorili umri, pol medicinske sestre, ko so ga hranili, so tako za nalaž ga z vilco pokale po glavi, po telesu in tako je rekel, pač jaz se vse spomnim, vse vem, vse čutim, ampak bil je v komi in tako izdal vse, kar je slišal, vse, kar so mu naredili. Ja. Kaj vam lahko povem za en najhujši prank, ki sem ga videl, tu, no veš, prank, the prank, veš, ko napiše komentar, ne, pazi to. Je bil en tip njihov friend, od ene grupe frendov, ki je vedno pil in vozil. Okay. In en dan se napije spet in pazi, kaj so naredili, fake operacijsko sobo in vse fake in so mu dali uspavalne tablete. Ma ni se taki ful napil, ne? In kao, da je imel blackout, ne? Okay. In so ga vzeli iz avta, ga nesli to sobo in so počakali, da se zbudi in tako je prišel zdravnik, kao, se je zbudil, kao, po 15 letih. In so prišli tako z bradami njegovi fake, ne, te frendi njegovi, to je ono, the prank, razumeš? In pride in tip ono, je bil ono, tako ono, cel se zbudim tako in pa je bil prank, je bil ono, fuck, tip je tako odleglo. Je bil komika ob 15 let. Ja, mislim, to je ono, veš, ko reče ono kao prank, ampak to je razbija, stari. Kjer je najhujši prank, ki ste ga videli, ko ga je kakšen naredil komu? Videli? Ampak mogoče ti na TikToku ali na YouTubu. Videli, ne vem, najboljši je bil, ko so dali odvajalo galebom, ruknili po plaži, galebi so to pojedli in so srali po ljudeh po celi plaži. To nisem videl, ne gledam prankov. Ma se to pride vsako toliko, kakšen dar prank. Veš, kaj je bil pač tako harmless, ampak smešen, se je skril za tuši na plaži, eni so si pač šamponirali lase. Uno je pa je fake. Res? Ja. Fake v smislu? So bili plačani. Ok, dobro, nema vedeti samo tako, je vseeno cool prank. So bili plačani prej, da so igralci? Ja, je, ok, štekam, je fake, vseeno je pač tak cool prank. Ja, ma so bili plačani, da so bili igralci. Ok, dober kratek film je bil, Jure. Kaj vi ste naredili kaj komu, kaj takega malo opisnega? Ja. Kaj? Mi smo, Maša Cizel. Da ne rabiš še omenice. Ne, imam. Ona se ful bala vedno iti samo domov peš. Okay. In pol smo pač smo peljali v trte v temi
In kao smo hodili, ne vem, kao gremo pit in pač pol je en po en zginjal. Tipo. Oh, In pol je ostala, pač pol je kar nekrat nekoga, pač je bil Andrej Domanič z masko in sekiro. Sveter. to je ono, da prank. In se je začel kao teč proti nam in pač tipo, pa smo si zbežali in tipo, ne vem, koga kao en je umrl in smo glenčari, ne vem kaj, no ne pač, to ni bilo. Traumatizirana ženska. No, to je bilo kar malo zdaj. Kakšne pranke delate vi ljudem, stari? Ja. Ali pa meni so naredili prank, jaz pač ne maram teh nekih advanced, tipo skok s padalom, bla bla bla. To sem čul, povej. So mi naredili prank, da so mi za resni dan kupili pač skok s padalom. In jaz sem sredi, pač jaz sem se potil cel čas. In po sredi brole sem kao imel te preizkušnje. Čakaj, najprej. Ta njegova ekipa kolegov so tako advanced, da so pač dali kamere povsod v avto, naštimali, da vidijo reakcijo in vse. No, povej zdaj. Ja, grave pač, jaz sem mislil. Kaj je posneto torej to? Ja, imaš, ja. To moram videti. In kaj se presral? Nisem šel pol skočiti, ampak sem bil pač v stran, pač sem rekel, ja nič, kaj da ne rekel, kaj čem, pač bom šel skočiti. Deep down sem upal, da je prank pač. Ko sem zvedel, da je prank, sem jo kar odleglo. Sej sem mogoče to enkrat že povedal. Enemu kolegu, smo bili pri enemu doma, ena banda je igrala FIFA, drugi smo pekli palačinke. In je bil en najstarejši, tako eno leto starejši, ma še vedno pač, on je bil kao glavni, ker on je da starejši in je prinesel uni dan kondom nam pokazati. Jaz imam kondom, veš, jaz fukam. In meni še enemu je ful hodil na kurac, ki se dela v jakega. Dejo, pač imaš kondom, sploh ne fukaš. Ti ta nam kondom, da vidimo, no, dviš, ko je kondom, ne, ok, hvala. In gremo peč palačinke. In tip je bil tako naduvan, da smo rekli, fak, veš kaj, da gremo z njimi namazati palačinko, dati notri kondom in jim lepo servirati, oni, ki igrajo FIFA. In smo jim nesli palačinke, ampak da ne bi on kaj posumil, smo mi bili kao dobri kolegi. Sem rekel, medtem ko igrajo, futraj ti njega, ne, da sploh ne rabijo pač se fokusirati na palačinko, bom jaz njega. In oni drugi je palačinko in to tudi je po palačinke pregrize, žveči in nič mu ni jasno in še žveči. In to še kar žveči. In pol tako pogleda, vtakne in počasi tako povleče ven kondom, poven Nutelle. Nam so pa tu, ja, Luka in Crgor so nam enkrat, pač so nas vse povabili na pijačo, so naredili kao nek lubenica, koktel za vse. Grave. In so stresli odvajalo. Štekaš, mislim, da si pri Luku. Mi je rekel. Razmišljam, da je full prank, ko smo se gledali. In smo vsi pač spili to in jaz pač meni bilo full fino, razumeš? In mi bo da sem res, jaz sem pač po mojem takrat. Ja, da ti po 2 dni si bil ti koma pol. Jaz sem bil grave, jaz sem bil pač na tlehu krči, Si sral. tipo, Da je očistilo, v a? life nisem sral toliko, po mojem sem takrat 10 kil manj. Je rekel, Luka, najboljše je bilo, ker vsi so se delali, kot da ni bilo nič. Je rekel, mi smo jih gledali, vsi so se delali, kot da jih ne srata, ampak vsi so bili tako. Ma kakšni pranki so to, stari? Najbolj se je bilo, ker Fox je pa en po en pobiral domov. In ki so tako držali rit in sedeli. Ja, vsi so neki glumni, ma moram iti neki. Jaz tu krču na tlehu, na sedenju, na glas sedenju, no meni se tako fucking stereo, no. Jaz sem eksplodiral, v NVC, to je bilo to je bilo stroj mitraljez, stari. Nisem mogel, to je bilo out of Ja, ma si imel čisto črevesje. Ma ne vem, to je bilo, kakšni krči so bili to. In jaz sem blemal takrat sem še bil vegi, stari. Grave. Ti pa spralo. Boga rip to the školka of Luka, stari, res, mislim, to je bilo ajčave. Ampak veš kaj, respektam tebe, da si mu šel usrati njegovo, ki ti je to naredil. V umivalnik bi se mu mogel. In pol so mi povedali, da pač je bilo fuck off, pač. Jaz sem bil prav v kursu. A tebi ful dobri koktejli. Ma fuj, jaz sem popil to, veš da popijem, ja. Fino, daj še malo. In Luka strese do konca, uno še not, ti. Kaj še stresati kaj not? Ja, Alex je tako, on voli, da se smeje. In jaz pač me ne boli kurac, se ne razpizdim, razumeš. Ok, poleg tega tim odvajala, mislim, da so ti bila kar ekstra. Tako nasploh, kaj vam je bila kaj največja preizkušnja v življenju? Sranje. Ja, boš preživel. Tako, nekaj ful, pač, ena stvar nema veze, ne bom točno povedal. 2 stvari so bile, pa jih ne bom delil. Ne rabiš omenjati. Pač, ne bom, ampak je pa sem rabil ful let sploh za povedati. Tu ful časa sem premleval v glavi. V bistvu sem rabil ful delati sam na sebi, da sem šel čez to, ampak drugo pa je bilo
ko je v bistvu en nono mi je umrl, pa mi je mama naslednji, mislim, pač je bilo eno leto od kurca in ful ljudi umrlo v moji družini, še moja mama je imela raka in pač sem skrbel za te ljudi, pa nono, to sem uživljal, mi je umrl v rokah, drugi je imel raka in pač taki me je vzgajal celo življenje, isto imel raka in pač sem ga gledal tam pač dobesedno, ko je umiral in delal, pač to je tako grave gledati. In ki moraš pač vsemu delati, to je kot rastlina tam, pač ti mu daš vse, štekaš na vato, mu daš vodo, mu daš za pit. To je bil meni moj oče, razumeš, pač tako. Mislim, zame je bil tata. Ja, veljda. In 2020 sem bil grave, 2021 sem bil jaz full grave. Zdaj sem cool, sem nekako premlel to vse, ampak sem opazil pa, da moje telo deluje tako, da v bistvu, ko so situacije tašne, sem stena za vse in jaz to full zabačeno od mene. V bistvu to je samo malo prišlo, ko me čez 2 leti sem se sploh začel zavedati, kaj se vse zgodilo. Sem pa ful se zatekel takrat alkoholu in drogam, tako da sem ful to. Razen tega, imaš kakšen predlog, kako si šel skozi to? Mislim predlog, ne predlog, kakšen tips and tricks? Ja, vsak ima svoj način, kako iti čez stvari. Vsak bo najdel sam pri sebi najboljšo, pač. Ampak definitivno... Mrzat, psiholog ni slaba rešitev. Jaz ga ne, pač ja, pejte psihoterapeutu, psihologu, karkoli, jaz ne rabim, ampak prijatelji definitivno dejte ven, ne držati. Kaj si to rekel, ne rabim, po mojem tudi ti rabiš. Ne, ja, vem, da rabim, ampak jaz ne grem k njemu. Ti ne greš, ampak... Samo v glavi rešim, ne rabim jaz nekomu govoriti, mojih težav, da mi on poreče, ja, imaš to. Veš, ko bi to pojel psiholog, Ker točno vem, kaj narobi, imam svoje prijatelje, pač oni so moji psihologi in jaz sem njihov. Pač to pa imaš ljudi ob sebi, ja, okej, če rabiš res klinično, če si malo, pol pač ja, valjda. Počasi, če nisi... Ne mislim... Lahko greš psihologu, ti pomaga. Psihologu, pa čeprav, po mojem bi mogli vsi iti enkrat na leto psihologu, malo se... Ti pa ko zobozdravniku. Ja, mislim, da to bi mogli vsi imeti, dejansko pač bi Da ti malo povrta notri. Ja, valjda, to je pač ko zobozdravnik, isto bi mogli biti obvezni psihologu, po mojem. Pač ono psiholog, karkoli rečeš, bo vedel ono, in vedno se zajeveš. Ja, valjda, psiholog, ampak definitivno ne držati v sebi. Povejte, vem, da je težko Če bi imeli enega povedati, psihologa na podcastu, ampak ja, povejte, To se bojim. Psiholog je ful dobro, ja. da nas analizira tle. Lahko vam en psihologa, jaz hočem biti zraven. To bi bilo dobro. To je bilo, jaz se bojim. Vsi da smo študirali, da bi enega psihologa in da nas analizira in da nas pač na mestu podre. Ne, jer meni ne. Ma meni najtežje je bilo prešaltati iz, ne vem, fanta v odraslega človeka. Sem mislil iz fanta na puncu. Ne, iz fanta na odraslega človeka. Pač. Timana. Tipo, to tvoje, meni so bilo najtežje tvoje leta. Ker? Nisem vedel, kaj bi. Kako nisi vedel, kaj bi? Nisem vedel, kaj hočem. Ja, ma, si imel na ekonomski, si imel na Dobro, službo to sem- in... Ja, ma tega nisem hotel. A. To sem pač delal zato, ker it's the right way to do. Mislim, je pač normalno. Mislim, pričakovano. Ja, no, zato sem to delal, zato, ker sem mislil, da je... Mislim, sem delal to, ker sem vedel, da to je sigurno način, da nekje prideš. Ne? To je sanitarni minimum. In pol sem pač začel ugotavljati, kaj sploh hočem. Jaz študiram, jaz po moje ena največja je bila, da... Jaz sem to šel, ker moram pač. Mislim, ker sem mogel. Ja, pač, ker zareč nekje moraš se zaposliti. Nekaj mora, ja, ramaj lahko nisi, veš, lahko... Ali ne delaš nič, Ja. pač delaš nekaj. Ja. Jaz študiram mogoče največja ena taka, zdaj sem se malo bolj karierno, da sem pač ustvarjal te videe in objavljal. In ena 3 leta, 4 leta pač dobesedno ni šlo nikamor. Nobenega trekšna, nič, dobro, dobiš na 2-3 followerje, na vsak toliko, ampak ni šlo nikamor. In po enih 3-4 letih uložiš toliko truda notri, si ono, ok, fuck, kaj sem jaz mogoče kaj falil, mogoče to ni zame, je to, ni to, in takrat se res moraš soočiti, ok, zdaj zarečem bil še dovolj mlad, da sem lahko rekel, ok, zdaj si lahko zberem eno drugo pot, preden je prepozno. Na srečo sem ustrajal, se je obrestovalo, ampak ja, una leta, ko pač se nisem vedel, kam dati, je to. Ko neki res toliko časa dela, mislim, skoraj jaz sem celo srednjo se s tem že ukvarjal, ampak ni šlo nikamor. In mi je bilo full fuck, je to, ni to. Zelo celo srednjo starice, tako v srednji, si že to imel srečo, da veš saj, da to hočeš. Ma nisem vedel, sem probaval. Se mi zdi, kot da mi, naša generacija ni imela tašnih možnosti, kot ste imeli vi. Kaj pa smo imeli mi več kot vi? Je pa, mi nismo imeli nič takega.
da bi lahko nekaj svojega probali, se mi zdi pri mojih letih. Kaj, naprimer? Ja, se ne vem, recimo, da bi delali videe, kaj smo imeli YouTube, ki tak noben ni vedel, da obstaja takrat. Ampak zareč je bil. Mislim, ne, ni bil pri 5. Ne vem, če je bil 2000, je bil že 2000 YouTube? 2004 prišel YouTube ven? Ja, je bil že 2.4, je meni, da je YouTube prišel. Ja, no, 2.4 sem bil star 10. Ja. No, in na srednji si bil že, ko je bil. Ja, samo takrat. Dobro, zareč, jaz sem začel... Video editing takrat štekaš. Jaz sem tudi začel na Vajnu, ki tle je v Sloveniji noben ni gledal fucking Vajna. In zareč, noben ni spremljal, ne nič, potem šel na Instagram, sem naredil čisto neki XY profil, ki mi je bilo malo sram, da folk tle to najde. In pač ni šlo, ni hodilo nikamor nikoli. Ja. Pa meni se zdi, da življenje res pač... Potica. Ne, roller coaster, vse moje. Mislim, jaz sem že od malih nog, mislim, že otroštva moje je zgodba zase. In srednje je tudi zgodba zase. Vsako obdobje je pač bilo tako. In zato mi je zabavno živeti. Zato ti pravim tudi za naprej, ko rečem, ne, da hočem, da je pač drama in da je pač toksik. Tega sem pač navajen. To je pač meni doma. Mislim, vem, da pač, ne vem, meni je to... Kaj pa, če ne veš, da na drugi strani je pač lepše? Ker še nisi Lahko je bil na drugi lepše, strani. ampak jaz sem tega navajen, veš, kaj mislim? Ja, no, ti pravim, tvoj comfort zone. Kaj, če na drugi strani mogoče lepše, boljše? Kaj pa, če ne bom tam doma? Ok, zareč ti pač drama, da si ti pač dogaja v lifeu, da je neki to. Ja, pač tudi pri relationshipih pač sem videl, da sem idiot. Pač si zbiram osle. Ja. Okay. Ne, zdaj tako, ajde, lih en na svet, no, za vse pač. Eno svet, če vam je ne držati not. Ne držati not, dejte se ven, ne stojite se zapirati vase, ker tako bo najtežje. Najte si nekoga, pejte psihoterapeutu, pejte kolegu, karkoli je, samo dejte to ven. Ampak pa si, definitivno, če rabite čas za to prefiltrirati v glavi, preden komu poveste, valjda si vzame čas zase. Ampak ne držati to preveč časa not, ne se zatekati v droge in ne se zatekati v alkohol. No, lepo si povedal. Tako jaz bom še dodal, če res neki vidite, čutiste, sprovaste. Vidite, čutite, sprobate. Ja, in pač vas res to mika delati, pač ne obupati po nobenem rezultatu, ker pravim, jaz sem pač skoraj obupal, ampak ne vem, neki me je še gnalo naprej in še dobro, da me je, da smo zdaj tle. Ampak ja, sem pisal Mitjo Koren, to je slovenski naredil z Will Smithom, Jaden Smithom film. Sem ga malo vprašal, kakšen na svet. On je naredil tale, gremo mi po svoje. Ne, kaj? A tu pa tam je on naredil. ja, ki ti nisi vedel, da Tu obstaja. tu pa tam. Gremo mi po svoje. Ne, tu pa tam. Ja, ne, sem Si gledal valjda zdaj? Ja, Hvala, kurku. ja, veš že kdaj. O moj bog. ne, Že lani. Najjači slovenski film. 22 sem ga gledal. Si rekel, da nismo se poznali, mi to že 2020. Ja, no, takrat sem ga izgledal. Si rekel, da ga nisi gledal, ko smo Ja, se nam se poznali rekel, vsi, si ne? gledal, kaj je. Ne, to mi lagaj je, se zdaj to tukaj. mi je Dobro, povedala ena okej. pupa iz Gorenske, ki smo bili skupaj, da to je full dobro film, sem Okej, bil, what? okej, No, v glavnem, on je rekel, je dal en tako na svet, je rekel, delaj nekaj 7 Vnašam let. se. In po 7 letih, takrat, ko me naredi analizo, kje si, kaj si. Je rekel, v 7 letih, bilo kaj delaš, moraš 7 let. Ja, Fuck. po 7 Ja, pa letih. je, da to je neka prav taka. Ja, da je to po pa je 7 prav letih vidiš, če je neki kul, če neki ni, kje si, kaj si. Pa 7 let vsaj nekaj Revelation. trajaj. Nič. Kaj, sedem. Jure to zdaj razsvetlilo. 7 je neka taka, tipa. In dejansko zdaj jaz sem malo štev, sem malo čez 7 reč, ampak v teh letih se zdaj meni Ne, tako... ko nimaš že tako 22, koliko imaš? Kaj? Ne, ja, pravim, zdaj v teh 7 letih, kar jaz delam, po 7 letih se meni komaj Koliko sem začelo jaz nekaj star, Jure? poznati. Jaz sem vesti 25, ne vem Ne, zakaj. 23 je tem. Ti si kekec, Jure. Ne, jaz sem Jure. No, samo za na konec, jaz sem en dan ful študiral in mene pač ful moti, koliko si pravijo. Jaz in Jure smo se malo sprčkali prej, ne? In meni je ful kar neki, ko pravijo te influenceri, tudi svoje slabe dni pokaži, nismo vsi perfektni. Meni osebno je to bullshit. Ne vem za vas, meni je to bullshit, ker pač Ne vem, če je to mislim, jaz nisem tle, da jokam.
Lahko ti pravim, ok, vzamem podcast, pač bom povedal o kakšnih takih težkih temah, ja, ne bom pa tle zdaj jaz, Sej to se da strinjam s content tabo. trpi zaradi mene. To se tudi jaz strinjam s tabo. Tudi, veš, kaj pa je meni ful pomembno. Jaz tipo ljudi pač, kot zdaj, kot sem šel v Barcelono, recimo, pač nisem nobenemu razlagal, kaj sem shodil v življenju. Zato, ker pač pol je pač direkt, ne spoznajo tebe, ampak te vsi gledajo iz usmiljenja. Jaz nočem nikoli, da me kdorkoli gleda iz usmiljenja, zato ker je vedno nekdo na planetu, ki da hujše stvari, kot je v življenju, plus vsakemu se njegovi problemi zdijo najhujši. To je slabo, ja, to si dobro rekel, ampak ne smeš se primerjati z drugimi, ker je problem lahko enako velik zate tudi, če ni tako hud. Pač vsak ima svoj, vsaka problem njemu najhujše, ampak vedno pač jaz sem vedno mnenja, da pač vem, da v Indiji so ne punčke boge, ki se prodajo za 2 centa, razumeš, in pač me dvigne gor. Res to te upali, ali kaj? Ne, ampak pač ne ono, veš, nikoli si nisem želel, da me kdo, pač ker sem uporabljal to kot mlajši človek, to sem spremenil na sebi kot mojo osebnost, sem vedno hotel se najprej zasmiriti folku, da me folk začne raditi to, ker sem se mi smiril in to je največja napaka bila. In to sem ful spremenil na sebi in sem to opazil pri novih ljudi, ki jih spoznam. Ne povem več takoj vse, ne odprem se tako hitro, ker ni fair, da folk gleda name iz usmiljenja. Najprej me gleda zaradi tega, ker sem idealno loša debela in pol pač zvedi v meni stvari in pol pač si ono lahko, ja, to je ja in kaj, pač ni nič tašega, it builds character. Ti pravim, vsi, ki pol argumente javno tako pokažeš, da vsi smo ljudje. Ne, tako lahko pokažeš na druge načine, da smo vsi ljudje. Vsi hodimo čez države. Imamo tudi drugačna publika, pač nekateri si želijo videti nekega influencerja na najboljši in najslabši. To dosti krat se mi zaprakticirajo kakšne ženske influencerke, ker tudi se mi zdi, da mi moški smo itak bolj ženske so pa bolj pač imajo bolj včasih, ne govorim, ne posplošujem, ampak se mi zdi, da so kakšne bolj kdaj, tudi že, pač, da se jočijo, pač mi se ne jočemo toliko, to smo že zadnjič pogovarjali. Ja, ampak... Kaj bom jaz snemo, že jaz se ne jočem, sam bom snemo za podcast, da se jočem. Ja, ma ne, veš kaj mislim? Evo, ne vem, vzam Andrew Tate, on govori, koliko postati boljši moški, ne? In zakaj bi on zdaj pokazal, da on ima slab dan? Zakaj ne samo kazati to, kako postati dobra verzija? Zato, ker, to smo se že pogovarjali. Lahko govoriš o temu, da pač smo vsi ljudje, da je boljši dnevi, ja, dobro, slabši Tate se verjetno ne bo jokal pred kamero, ampak ne vem, samo to je spet ono, zdaj to ne vem, ni ter odgovora. Odvisno od človeka, ne dela vsak to, kar mu paše. Vsak svoj content, ki hoče. Ampak mi ne bomo tega... Mi pač ne delamo tega contenta. Pač mi bomo mogoče dali, napišite komentar, če hočete collection Juren Matej Kregenja, ko tim samo posluša z nami. Jaz sedim tle zraven in je full funny. Pip, člani reklama. Kjer ste člani danes člani Rimanič in Jure v Kristalni palači pri Life Centru Energijski kliniki. Jure. Jaz smo danes stranka in izvedli boste iz prve roke, kako je biti v tej kliniki. Tukaj smo z Ano, vodjo centra. Ana, povej, kaj je to, kje smo, kaj, zakaj, kako. Ta energijska klinika je res za vse, ki rabijo več energije, da bi lahko bili srečni, zdravi in hitro dosegli svoje cilje v svojem življenju. No pa pojmo pogled, kako vse to zgleda. Evo, najprej prideš do glavnega pulta, tle te lepo sprejmejo, potem prideš sem, da se razkomotiš, lepo ti vzamejo jaknico, ti dajo copatke, tako da res relaks. Potem greš na pogovor z energijskim ekspertom, danes je tukaj z nami Ana. Najprej, preden začneš terapijo, predebatiraš o svojih ciljih, kaj češ boljša, tukaj lahko ti pomagajo, da zboljšaš svoje zdravje, odpravi stres in dobiš energijo za svoje življenjske cilje in ambicioznosti, karkoli imaš. Danes bo Jure to z njimi predebatiral. No, potem greste na diagnostiko vitalnosti. Ana, povej nekaj več o temu. Jure, ti se zrelaksiraj. Povej. Diagnostika vitalnosti je diagnostika hrbtenice in po hrbtenici se vidi vaša genetika, vaša resnična slika energije. In tako lahko res jasno vidimo, kje ste, da lahko vas pripeljemo do tam, kamor si želite. Zdaj pa še najbolj pomembna stvar vsega tega je vitalizacija. No, več o temu pa prosim Ana. Tole je pa ključen tretma, ker dobite ekstra energijo, da lahko prvo odplaknete vse blokade, ki se zadržujejo v vam in potem dobite ekstra energijo, da lahko res dosežete vse cilje, ki si jih želite. To je to, jaz sem tle stalni gost, meni ful super, meni ful pomaga. Jure, kako je bilo tebi? Jaz sem se imel fantastično. Punce so zakon, terapija, super, priporočam. Pridite. Nič, zdaj hojmo mi na vprašanja. Vprašanja za člani podcast in Jure je lep fant. Vprašanja. Torej, Nika Pika Babič nič. Kdaj boste povabili Žana Šerčiča? Smo ga povabili in je rekel, da ne bo prišel. Je rekel, bo prišel mogoče kdaj pa res. Mogoče pa res kdaj.
Iskreno, Ok. en velik I don't dig No, that že ki guy. smo na meh, Pija 6, 1D, 1C, 1C, Jesus. na kva palijo tipi? Sise. Ne, jaz ne palim na sise, jaz Ne, palim dober na obraz. karakter, Na dober obraz. karakter. Obraz Nos, in jaz palim karakter. se na nos. Karakter, dober In na karakter. rane in čudne, neki mora biti. Tako. Anja underscore... Čakaj, zakaj si zamenjal odgovor? Kaj? Zakaj si zamenjal odgovor? A sise je tako. Ne, samo me zanima, zakaj si zamenjal odgovor? Zato, ker tudi pač Zakaj mora imeti imajo dober vsi v karakter. imenu- Zakaj si zamenjal odgovor? Zato A? ne vem, zato ker Kaj mi je sploh karakter. underscore? Underscore je unačrtica spodaj tim. Zakaj si Ampak zamenjal? ni napisano, Katja. Tim, črtica spodaj. Jaz sem cel čas Brada. mislil, da je bilo tipo Sanja underscore. Ti si poseben. Oh, fuck. Ojoj, tim. Jaz nisem štel, to črtica od In spodaj. nisem zamenjal, bolj pomemben mi je karakter. Ok, bolj pomemben. Rad bi imel vse, ma ne moreš. Ne, meni ni karakter najbolj pomembna stvar. Ne rabiš je meni. Pač, da je neki... Gremo naprej, Anja underscore, črtica spodaj. Tako mi povej. Raktič, gremo smučat. Kam? Jaz bi šel smučati, jaz grem v sredo Jaz smučati. ne smučam in ne maram V sredo grem verjetno v Zankolan. Esi Mončič, Esi mi dobar. kam na morje letos? Žusterna. Obala. Malo na Hrvaško, malo v Španijo. Pridite v Ankaran k meni, lepo v Ankaransko občino, ker je najlepša občina na obali, najboljša na obali. In imamo ful dober bar tam, ker jaz delam in se lahko malo pozabavate z mano, tudi v poznih urah po noči. Spet vprašala Esi Moncic, kakšen je vaš tip ženske? Če ni tip, je ok. Moj tip ženske je trans. Transformer. Transformer, Megatron, Moj tip ženske. da je tiho. Taka 20-letna. Da je Dobro, tiho. kaj lahko jaz povem, kaj meni všeč? mesto. A? Da ve, kje je mesto. Ma kdo, tega nisem nikoli To rekel. jaz star. povem, to A ja. sem prav žensko. Ti si povedal, da imaš od Megatrona. Ne, jaz sem lahko jaz povem, kaj meni všeč? Tiho. Da je učena, elegantna in lepa in seveda tudi razumevajoča in z dobrim karakterjem in srcem. In osko lulica. In lepo ritko, ker pač, Ja. pač, Pač desetka moraš biti. Ej, sem videl eno sliko, pač tako okrogla je bila, pač veš, kakšno okrogla je. Dobro. bila. Pač to oni govorijo namesto mene, ma- Ko mi jih pokaže, do zdaj nisem nobene desetke še videl. Pa nimam visokih standardov. Moj tip ženske je tako, kot je moja popa. Dobro, ti si tak smrad, Ti tak si- pizdica ti si, si tak pravi- lulek, Že vemo, lulek, to vemo, lulek vsi in lolek, Vsi vemo, dober Lulek- karakter bi onda velike sise, to, kaj. lulek in lolek. To je bil nek moj Papučar, nekdanji. papučar. Bionda- Ne, Matej je spletni papučar. Ne, temu se reče, jaz sem vesel z mojo punco in meni je super To je moja ful punca. lepo. Okay. Spletni Ma- papučar. Dej boj tiho, stari, kaj vsi. Ti se To ne to boš, je fucking cepata, boj tiho. to ne boš, staš to reži ven. Urška, kdaj bo mrč? Na mene Da bo gledaš. tim na redu. Tebe gledam. Sorry ti. Ne, ja, mrč, No, kaj to je recimo pri odgovor. 10.000 followers. 10.000 Ja, šerih. kmalu, hvala za skrb. CJ Aljo, je naš kdaj bo Aljo. Tim postal stalni član podcasta? Se je. Naslednje vprašanje. Mark, Se je stalničen podcast. ja, Tim je naš, Ja. tretji. No. Vse od zgore moja slika. Marko črtica spodaj, Zajc nič 9, najljubša seks pozicija. A moram jaz predgovoriti. Moja najljubša seks pozicija je... Tiste punce, ki mu da. Ja, Tim, tvoja. Biti od spodaj, da noge za vrat. Njegov, da je on gor in me davi zraven. Ohio. Mišljenje je kul, cool, zadaj je kul, cool, je meni lepo. Ja, povem, Matic pika dolenca, išče Jure punco ali fanta mogoče. Ti Jure je povej, moj fant prosim. in ne tikajte ga. Črtice spodaj, liziš črtice spodaj. Kakšen je najboljši način, da pustiš fanta? Ojoj. Ga pustiš. Ga pustiš. Da ga pustiš. Ni Ne vem, da... načina, ne moreš zbrati način, ne deluje si življenje tako, kaj najboljše ni. Ne, pač samo pač. Bo trpi. Čau. Veš, kaj ne boš, da ga pustiš? Tako da ga počasi, ko bi rekel, ga odrivaš stran. Ne, to je to. Kakšen manipulator si ti? Pusti ga, Da ga, rečemo le, da ga počasi odrivaš stran in da prebolevaš Lahko med tem, še že, zadnjič seksamo. da ga prebolevaš med tem, ko je še stapo.
Lahko še zadnji No, zdaj veste, kaj Jure dela, ko Ne, bo to z vami končal. V glavnem, ja nič, usedi se z njim in pač reči, veš, dragi fant moj, to ne deluje več med nami. To je to. Hanica, črtica spodaj. Veš, kaj mora reči? Jaz sem problem, nisi ti. Tako je. Hanica underscore CR01 bo kdaj podcast Joker out. Dej, Jok, mene da si mi več. Joker out, čakamo jih. Smo jim vprašali, smo jim pisali, čakamo jih. Lekim naredili mi skupino Joker in. Čakamo. Vsi pisa Jokerjev prite na člani. Ne, res jih čakamo. Ja, čakamo. Z veseljem jih sprejmejo. Metka, črtica spodaj, Tim Šmid. Zakaj sta Jure in Matej tako privlačna moška? Tim, naštej 3 razloge za vsakega. Hvala. Da slišimo to. Rar. Matej ima lepa usta, Ja, karizmatičen in zabaven. Jure je visok, ima lepe oči in je povprečno svetovno, mislim tako po nekih povprečnih standardih lep fant. Ima lep nos, pač je lep, ampak to je to. Mi je všeč, ko je šel pri meni na notranje, tebi na zunanje. ker to laži se, ker zunaj nima kaj. Tebi na noter nič, shut the fuck Je up. rekel, da imaš lepo usta. Ja, no. Dobro, malo se hecam. Hotel sem reči, da pač jaz in Jure skupaj smo perfektni fant. Ja. Matej, v bistvu, on je bi lahko bil notri v meni. In bi bil super fant, pač. To je malo gej, Jure. Nejc Podlesnik, kako začeti dan, ko se ti leži? To je moj vsak dan. To je moj vsak dan. Napisati si cilje in jih razfukati. Ok, full speed, preden greš spat, tako da dobesedno moraš vstati kratescat. To je en zelo dober Ja, to je način. najboljše v bistvu. K.Jugovac, črtica spodaj. Ja? Kaj boste za maškare? Tam malo. Kaj boš za maškare, Tim, že veš? Ja, samo ne vem, kako se pove. Peaky Blinder, ne? Ne, ma veš, oni, ki so na koncu, ne škrat, ampak oni, ki so na koncu zaklada na Irska. Leprikon. Je leprikon. Leprikon, ti? Pica. Jure bo top G. Pica. Jaz ne vem. Nekaj zabavnega bomo bili. Lahko smo, veš, kaj smo lahko, a? Jaz in ti smo lahko Chicas in Mexico. Jaz bom bil Billy in ti boš. Ne, jaz sem lahko Alja. Ti si previsok. Jaz bom bil Ok, Billy. mogoče bomo bili Chicas. Romana. Ti boš Ana, ja, nisem hotel reči. Kje smo zdaj? Hanica, črtica spodaj, Černič 1. Kaj je najbolj čudna stvar, ki ste jo naredili? Ta podcast. Tim? Kaj je tako pogledal? Dosti je, ne? Dosti je. Koliko je, To je ampak podcast zase. podcast zdaj se drugače, ne, izmed teh, da mi nekdo lula v usta in jaz njemu. Mogoče, da sem za nalaž povohal kakec od kuška. Kaj je to bila stvar, ki kaj? Najbolj čudna stvar, ki ste jo naredili. Veš, ki pač poberiš in si... Ma kaj, res tako smrdi? Pizda smrdi. Ne vem. Naprej. Spela Sadzek. Meni je pa realno Jure res dober. Me prav zanima, če bo to Rimanic sploh hotel prebrati na glas. Hvala, da ja. Temu se reče fucking wingman, mono. Hvala, da ja. To je dober tip. Pač piši mu. Ga moraš videti nagega, je še boljše. Ejo! Če res. Pikovski Y, Celebrity Crush, slovenska scena. Katarina Čas. Katarina Čas, Tanja Žagar, Scena. Latoja. Ne, ti res nimaš kako so stari. Ne, Katarina. Dobro, to Ne, ti ona Tanja Žagar, ne Žagar. Je Tanja Žagar? Veš, kire Kjere? so dobre? Ja. Ne, Katarina Čas je OG. Ne, Ribič, Tanja Ribič. Ja, je Tanja Žagar, ona, ki poje. Ja. Kdo je? Tim? Tebi bi bilo dobro, ona kukljaj. Kdo je to? Ona, ki ima ona pod kozovc, ona neke vešte slovenske vdaje, ko so že. Nimam več, ne vem, ne poznam. Nina Vsenar. Nino scena je petarda. Ne, realno Katarina Čas je boljša. Katarina Čas je boljša. Vse, kar vem, je, da živim. Kdo je še dober? Čakaj. Nekakšnega Slovenca, moškega. Vlado Bizovičar. Branko Čakrmiš. Peter Poles. Dejan Zavec. Oni, ta mladi Tvoj tip, Valič. Domen Valič. Ja, dober, oba Valiča sta dobra. Ok. Ja. Spet ista pupa. Mnenje o novi pesmi Joker Outov, Carpe Diem.
Super pesem. Dobro, pesem. Taka za Eurovizijo. Taka. Če gremo z njo, po moje, bi znali kaj zmagati. No. Svako vam čas bolan komad raz. Dober komadič. Za na konec Jana, dolga črta spodaj, Jaksič. Moja Jana. Tim, kaj me pelješ na dejt, PS još častim. Može. Dobro. To, kaj je bil ta smeh? To je to za ta podcast. Kaj Jure? Kaj? Kaj je bilo? Nič. To je to za ta podcast. Nič. Fanti in dekleta, hvala, ker ste z nami že dolgo leto pa pol. Mi vas imamo radi, hvala za vaš support. Dejte nam subscribe, dejte en like, seveda, če vam je bilo všeč. Pa pogledajte še nas Instagram, pa dejte tam še en follow, pa Timo Instagram, Matejo Instagram in seveda tudi moj Instagram, lahko followate. Radi vas imamo, čau.